teh dneh je luč sveta ogledal že 20. kamniški zbornik. Zbornik prinaša številne prispevke iz različnih področij z kamniškega območja. Nam lahko predstavite letošnji že 20. kamniški zbornik? Kamniški zbornik ima več delov in sicer najprej je kar obsežen občinski del, kjer je župan predstavil 16 let svojega županovanja, probleme, ki so bili rešeni, probleme, ki se rešujejo in tiste, ki seveda bodo še naprej ostali aktualni za obdelavo. Potem seveda so različni deli, zelo močan je paleontološki del, kjer mladi raziskovalci objavljajo svoje raziskave tam z področja Turniškega gričevja, kaj vse so našli, to je evropsko in svetovno zanimivo. Potem z področja literarne zgodovine imamo prispevek o Francetu Balantiču, ki ga je napisal akademik Kos. Potem imamo več prispevkov iz družbene zgodovine, o osamosvojitveni vojni piše Jože Arko, o 150 let šolstva v Turnicah Metka Mestek. Potem iz področja kulturne zgodovine je zelo zanimiv prispevek Janeza Humarja o ustanovitvi ameriške lire leta 1912 v Clevelandu. Ustanovil jo je Kamničan, ta lira še danes deluje. Potem, kaj bi recimo še rekli, zelo zanimiva sta dva pogovora, eden s akademikom Marjanom Kordašem, za nas bolj malo znanim Kamničanom oziroma znanim bolj starejši generaciji, potem pa seveda pogovor z dvema županoma, s Tonetom Smolnikarjem in županom Trofajaha Wagnerjem. Vsak na svoj način sta predstavila svoje županovanje, oba se, kot pravita, umikata iz tega delovnega področja, morda res, morda ne, to bomo še videli, kako se bo izkazalo. Potem so spominski članki, in sicer članki posvečeni Lojzetu Perku, bardu Notranjske pokrajine, potem znanemu krojaču Ivanu Debevcu, tako imenovanemu jugoslovanskemu Diorju ob 90-letnici njegovega rojstva. Potem je pa še Tonetu Cevcu, etnologu, pa jamarju Rastku Zabriču. Potem je objavljen potopis ob 800 kilometrov od Slovenije do Rima ob 800-letnici Frančiškovih vodil, ki ga je napisal Vid in prehodil, seveda, pot prehodil Vid Kregar. To so rekli taki glavni prispevki. Potem recimo, seveda, je zelo pomemben prispevek o Stranski cerkvi. Najbrž bi se dal kar zvezati posebej, da bi bil nekakšen vodnik po Stranski cerkvi. Potem pišemo o študentih v Baslu v 16. stoletju, pa recimo o manj znanem slikarju Bambiniju, ki ni slikal v Kamniku, ampak v Komendi. Slike je naročil znani Testaferata. Skratka, jaz mislim, da je zbornik zelo pisan in zanimiv.